Infodrom. Dober dan, počitnikarji. Lepo, da ste z nami in da se nam oglašate tudi po naših družbenih omrežjih. Kljub korona razmeram vam je očitno lepo, a imate tudi veliko vprašanj. In mi smo tukaj zato, da za vas poiščemo odgovore. Gremo. Hano na Instagramu zanima. V soboto sem bila na igrišču s prijateljico, za katero se je pozneje izkazalo, da je okužena. Kaj naj naredim? Anja pa bi rada vedela, za koliko časa mora okužena oseba v izolacijo ali osamitev. Draga Hana, takole je. Če veš, da je oseba, s katero si bila v tesnem stiku okužena, se odloči za tako imenovano samoizolacijo ali samoosamitev. To pomeni, vsaj 4 dni ostani doma in imej kar se da malo stikov. Če se pokažejo znaki bolezni, pa pokliči zdravnika. Anja, oseba, ki je dobila pozitiven izvid testiranja, a ne kaže nobenih znakov okužbe z novim koronavirusom, mora ostati v izolaciji ali osamitvi najmanj 10 dni. O tem, da je okužena, pa mora obvestiti vse, s katerimi je bila v tesnem stiku. No, Teja pa nas na Instagramu sprašuje, kaj pomeni COVID-19. Takole je Teja. To je kratica za poimenovanje bolezni, ki jo povzroča novi koronavirus. Co pomeni korona, kar je po latinsko krona. Pri tem poimenovanju je uporabljena zaradi izrastkov in videza virusa, ki spominja na krono. Vi je krajše za virus, D pa za angleško besedo disease, kar pomeni bolezen. 19 je oznaka za letnico, ko se je okužba prvič pojavila. COVID-19 torej dobesedno pomeni Coronavirus Disease 19 ali po slovensko koronavirusna bolezen 19. Negotove razmere, v katerih smo se ponovno znašli, lahko vzbujajo različne občutke, tudi nelagodje. Na naših družbenih omrežjih smo zato že objavili telefonske številke, ki jih lahko pokličete, če potrebujete pomoč. No, tu pa sta še dva nasveta Nataše Čuk, svetovalne delavke iz osnovne šole Danila Lokarja, Ajdovščina. Poskušajte biti čim bolj fizično aktivni. Torej, greste lahko teč, rolat, kolesariti. Zelo pomagajo tudi sprehodi v naravo. Morda preberete kakšno dobro knjigo ali pa si ogledate kakšen zanimiv film. Vse to so dejavnosti, ki vas sprostijo in nam preusmerijo misli. Kaj narediti, kadar stiska še vedno ostane? Takrat je prav, da se obrnete na pomoč nekomu drugemu. Super je, če se lahko pogovoriš s starši. Če to ni mogoče, v svojem okolju poiščeš odraslo osebo, ki ji lahko zaupaš. Lahko so sosedje, lahko je kakšen stari starš, lahko je učitelj. Če te osebe ne prepoznaš v svojem okolju, potem ti priporočam, da se obrneš na tom telefon. Zelo pomembno je, da se zavedate, da v stiski niste sami. Točno tako in tu smo tudi mi. Najosnovnejši ukrep proti širjenju nalezljivih bolezni, tudi COVID-19, pa je umivanje rok. Ne zavijajte z očmi, vem, to ste že neštetokrat slišali, a Ali in Gašper iz Mozirja sta v svoji zlati raziskovalni nalogi z naslovom Ali si osnovnošolci znajo umivati roke ugotovila, da ne. Roke si, tudi odrasli, umivamo samo površno, v resnici jih le splahnemo. Z raziskovalno nalogo o umivanju rok sta na regijskem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije prepričljivo zmagala, zato imamo krompir, da nam bosta zdaj predstavila svojo zlato nalogo in ne ravno zlate ugotovitve. Jaz si grem zdaj hitro umiti roke, dajte se jih tudi vi, da bomo čim prej govorili tudi o čem drugem kot o koroni. Do jutri. Pozdravljeni, sem Ali. In jaz sem Gašper. So dobra prijatelja, ki naj zelo zanimajo naravoslovna področja. V povprečju se ljudje v 30 minutah dotaknemo več kot 300 različnih površin, kot so kljuke, telefoni, šolske mize. Že zgolj en dotik pa je dovolj za širjenje bolezni. Glavni cilj najine raziskovalne naloge je bil, da ugotoviva, ali si učenci na naši šoli znajo pravilno umivati roke. Že z anketo smo ugotovila, da si več kot 58% otrok roke umiva manj kot 10 sekund, kar je potrdilo tudi najino opazovanje. Toda v tem času si rok nikakor ne moremo pravilno umiti. Priporočeni čas umivanja rok je 20 do 40 sekund, kar je ravno toliko, kot če bi si med umivanjem rok dvakrat zamrmrali pesmico Vse najboljše. Zelo sva bila presenečena tudi nad ugotovitvijo, da si le 40% učencev umije roke, ko pride domov iz šole. Ali pa, da si mnogi umijejo roke po jedi,
ko vidijo, da imajo roke umazane ter mastne in jih to moti, ne umijejo pa si jih preden sedejo k mizi. Umivanje rok je ena tistih higienskih navad, ki se jo naučimo že kot malčki. Zahteva minimalno učenje, ne zahteva pa posebne opreme. Vprašajte se, kolikokrat ste si danes že umili roke. Kako ste si jih umili? Ste si jih le splahnili ali ste uporabili milo, toplo vodo in za umivanje porabili vsaj 20 sekund svojega časa?